dragi gostitelji, dragi domačini, dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem lastnem imenu. V veliko čast mi je, da lahko prisostvujem dogodku, ki oživlja spomin in slavi ime mladega človeka, heroja, ki je prišel iz drugega konca sveta, da bi tukaj položil svoje življenje na oltar svobode in pravice. Ko rečemo, da so mladi ljudje, pogumni ljudje, dali svoja življenja za svobodo, smo pravzaprav v zmoti. Za svobodo so dali svojo moč, energijo, svoje srce, življenja pa so mi bila na silo vzeta. Mehdi Huseynadze, Mihajlo, kot smo ga poznali tukaj, je šel skozi zelo kratko, ampak zelo raznoliko in na koncu tragično življenjsko pot. Boril se je daleč od svoje domovine, boril se je na tujih tleh, ampak boril se je za isto stvar, za katero so se borili mnogi. Za svobodo, za pravico, proti zatiranju in proti nasilju. Vihar vojne je iz neba naše domovine odpihnil temne oblake in Slovenija je danes svobodna. Mi, naši otroci, živimo in se razvijamo v miru. In naj tako tudi ostane. Nažalost, v Republiki Azerbajdžan nimajo miru na celotni teritoriji svoje države, del njihove države in njihove domovine je še vedno okupiran in vojna tam še vedno traja in jemlje svoj davek. Čeprav danes za nas tukaj vlada mir, se moramo zavedati, da v mnogih domovinah drugih narodov takšnega miru ni in prav je, da smo z ljudmi, ki trpijo vojne grozote, solidarni. Upam, da bo tudi Republika Azerbajdžan kmalu dočakala dan, ko se ne bo prelivala kri, ko bo svoboda za vse, ko bo sodelovanje med narodi bolj na kulturnem, športnem, gospodarskem področju, namesto, da bi med seboj sodelovali tako, da si izmenjujemo heroje, ki bi umirali na enem ali drugem bojišču. Ta današnji dan, ko obeležujemo 100-letnico rojstva pogumnega človeka, ki je veliko prispeval tudi k svobodi naše domovine, ne sme ostati pozabljen. Prav tako pa ne sme ostati pozabljeno dejstvo, da je mir tudi v naših krajih redka ptica in da pride, ne ostane dolgo in da vedno moramo razmišljati o tem, da Bog ne daj jutri ne bi bilo vojne. Z najboljšimi željami azerbajdžanskemu narodu in tudi nam, Slovencem, želim zaključiti takole. Živimo v miru, spoštujmo se, pomagajmo tistim, ki trpijo in trudimo se, da s svojimi dejanji ne bi povzročili nobene nove vojne. Hvala lepa. Spoštovanemu gospodu Alojzu Kovšci, predsedniku Državnega sveta Slovenije, hvala lepa za te besede.